Lastniki vrtov nam pogosto rečejo, da jim vrt pomeni sprostitev, da uživajo pri delu na njem. Vse to sta ponovila tudi zakonca, ki negujeta svoj vrt blizu Ljubljane. Tisto, zaradi česar njun vrt izstopa, pa je izredna urejenost in negovanost. To se najbolj odraža na trati. Tako negovane trate, kot smo jo začutili pod nogami na tem vrtu, menda še nismo našli. Gosta, mehka, zelena, brez enega plevela. Naš gostitelj je na kratko pojasnil, kako sta dosegla tako rekoč popolno trato. A enako zavzeto skrbita tudi za ostale rastline na njunem vrtu. Alenka in Matija, hvala, da smo lahko tukaj. Vajin vrt je čista oaza. Tukaj na obrobju Ljubljane je še prav presenetljivo tiho in mirno je. A je vedno tako? Zelo, zelo pogosto je tako. Sicer nas malo tale ura tamle vsakih 15 minut opomni, koliko je, drugače pa je res krasen mir. Kako je bilo, ko sta videla sem prišla in kdaj je bilo to? To je zdaj že 25 let, kar smo tukaj. Tukaj je bila prej njiva in ko sva prvič prišla sem, je bila ta krasna tišina. Je rekla, tole je idealno za naju. Tako da potem smo začeli graditi hišo, ker smo se mogli v enem letu preseliti, je bilo kar naporno. Ta del vrta je čakal 1 leto. Seveda je dobra zemlja, ker je bila tukaj prej njiva in tudi plevel je zelo dobro rastel. Verjamem. Midva sva imela že prej doma, pri nas je bil krasen vrt, okrasni. Potem sva veliko hodila k moji sestri v Anglijo in tam naju je prevzel ta vrt. Predvsem tele dvignjene grede ob robovih, krasna trava na sredini in pa seveda robovi pri travi, ki se mi zdi, da naredijo tisto pikico na i. Ko sem bil prvič pri vaju, sta rekla, da pravzaprav ta podoba, kot jo vidimo danes, ni čist taka, kot je bil vrt kot sta začela pred recimo 25 leti, ne, so bila neka večja drevesa. Kako je bilo torej na začetku? Ja, na začetku sva pač izbrala drevesa, iglavce, pokrovne rastline in tako naprej in nisva gledala na velikost. Rekla pa sva, drevesa ne bojo previsoka, ker jih ne moreš potem urejati. No, par takih dreves nama je ušlo in sva rekla, tole ne bo v redu, dajva midva take, ki rastejo navzdol, ki rastejo počasi, ne. Tako da sva jih potem zamenjala in zdaj je to ta višina, ki jo midva obvladujeva. Gledava na to, da je z njimi čim manj dela. Res pa je, da vsaka čuti škarice najne. Si misli? Trato obrobljajo grede z mešanimi zasaditvami, v katerih torej prevladuje nižje rastoča drevnina. Od prvotne podobe je na vrtu ostala le majhna zasaditev, ki ni nastala povsem soglasno. Ta delček je najstarejši delček na vrtu. Ja. In ko sem jaz gledal v knjigi Adrian Blum, je bil zelo podobno oblikovan in je bila Alenka proti temu. In potem sva šla midva z mlajšim sinom v drevesnico, zasadila in je ostal naslednjih 20 let pravzaprav enak in ko je videla zasaditev, je rekla, no, se pa ni tako zelo slabo. No, Matija, ampak tisti stavek, ki sem prepričan, da ga večina ljudi reče, tudi jaz sem ga, ko pride na vaš vrt, je to ta prava trava. V bistvu Angleži pravijo, ne, da moraš travo redno zalivati, kositi in gnojiti. Sam pa mislim, da je izjemno pomembna podlaga, da je pomembna zemlja, da je pomembno, da v bistvu vsako leto travo prezračiš, kar pomeni v bistvu, da jo moraš v globino 2-3 cm zarezati in to navzkrižno, da moraš potem posijati novo travo, kremenčev pesek utreti v to in to je treba narediti vsako leto ali pa vsako drugo leto. Potem so tukaj še mah, ne, ki ga je treba pač z zeleno galico recimo 2-3 na leto in treba je paziti, da ti ne pride muhač na travo, ne, ker to je ena posebna trava, ki konec julija začne prleti iz okolice in jaz imam zdaj tako oko, da ko ima 2 listka ven, že vem, da je to in potem se skloniš in pač to moraš odstraniti. Poleg zalivanja, gnojenja in redne košnje, mi imamo to vretenasto kosilnico z
valjem zade, a ne, je treba še dosti drugih stvari narediti in v bistvu si možda kar dela, ne. To je v bistvu delo, ne. Ampak je pa tako, ko imaš pa enkrat do tega nivoja narejeno travo, potem je pa pač 3 na 4 dni je treba pokositi, na vsake 2 meseca pognojiti, 2-krat na leto recimo zeleno galico ob robu, kjer je mah in to je v bistvu to. Za tako negovano trato je potrebno poleg redne nege imeti tudi ustrezno kosilnico, kot smo slišali. In ta ne dela sama. Ne, robotko je seveda dobra rešitev, za tukaj pa ne, ker v bistvu trava ostaja in gnije, a ne, in v bistvu čez čas se rast upočasni in tudi več bolezni in sigurno je ne moreš tako nizko kositi, a ne, kot jo mi kosimo. V bistvu je to zelo nizka košnja, razen poleti, ko je zelo vroče, a ne, malo dvignem nivo košnje, zaradi tega, da ruša malo več vlage zadrži. Robovi so vam zelo pomembni. Kako jih negujete, kako skrbite za robove trate? Ja, to sva oba, a ne. Prvič rob smo naredili tako, da smo dali pač to gumijasto cev, položili in potem sva z olfa nožem v bistvu rezali. To ni potrebno vsako leto narediti, to je morda na 5 let, ampak takrat sva pač na kolenih in Sredi trate se dviga manjši skalnjak, ob njegovem vznožju pa plavajo zlate ribice in osamljeni koji. Kaj vam pomeni vrt, vam osebno? Sprostitev, užitek, gledaš rastline različnih oblik, velikosti. Vrt je lep čez celo leto, tudi po zimi. Tako sva ga tudi nekako začela postavljati, a ne. Tudi od znotraj ga uživava. Ja, veliko sva na vrtu, užitek, a ne. To je podobno kot ljudje, ki hodijo v hribe. Včasih se v megli odpraviš, grizeš kolena, si prepoten, si utrujen, ampak ko prideš na vrh, ne, si pa zadovoljen, ker si nekaj naredil. In s tem vrtom je tudi na nek način tako, ne. Ves čas ga na nek način urejaš, ampak ko pa to narediš, pa se tudi z veseljem usedeš in pogledaš, kaj si pravzaprav ustvaril.